Živijo, lepo pozdravljeni. Upam, da tudi vi zaznavate en kup dogodivščin, ki se dogajajo na kolektivnem nivoju, na energetskem nivoju, predvsem na nivoju vsakega posameznika. Jaz upam, da smo se v zadnjem letu že toliko zgradili in dogradili, da smo našo pozornost dvigali na nivo, da že znamo preberati znake, te univerzalne, te notranje in znake, ki jih kažejo v bistvu naši sovražniki, ki so lažnivo nastrojeni in se obnašajo pač tako, kot se za lažnivce spodobi. V lažnivem svetu verjamejo laži, prikrivajo tisto umazano stvar, ki je v njih, in nekam sem že napisal, kdor je v preteklosti delil strah, je v tem trenutku, v zadnjem času in tudi v prihodnjih, čedalje bolj v strahu. Kdor je delil mir, ljubezen, harmonijo, ta je zdaj obogaten oziroma se mu vrača ljubezen, mir, in resnica se nam razkriva pred očmi. Zdaj, seveda, tisti, ki jo želimo videti. Ne da pa se lažnivemu človeku ali temu, ki je podpornik lažnivega sistema, govoriti o resnici, ker on resnice ne želi slišati, sej je pa vendarle kontradiktorna temu, kar živi, zagovarja in podpira. In to nekako razloži, zakaj nismo mogli pred časom nobenemu nič razložiti, valjda, da neče pa nočejo slišati, to je njim božja kazen, ne? Zaradi tega tako hitro zamenjajo temo, me ne zanima, nima veze, ne? Ampak kakorkoli obračamo, ta svet je bil za otroci, ne? To je tako pravilno sklenjatev, ki pa sem napisal, ne vem, nekam sem napisal, zdaj sem pa zgubil. Temne sile so v bistvu za otroci nove dobe. Saj to smo že v nedeljo malo pokomentirali za temi diamantnimi, mavričnimi indigo otroci, ki so jih želeli potamaniti. In mislim, da bi vsak normalen mogel reči, tole nekaj ni v redu. Ja, res ni v redu, dokler se ne izkaže, da so v bistvu podporniki. Jaz sem hotel vam narediti eno schematski prikaz tega, kako stvari vidim. Mičken sem si že nastavil stvari, ampak ne še dovolj, da bi vam znal skicirati prav. Bom pa mogoče v enem naslednjih videov prav hmal, ker si res želim podati vam naprej, kako jaz vidim in mislim, pa spet po drugi strani, ja se vi tudi s tem strinjate ali vidite kaj drugače, kakšen popravek ali tako. Nekako tudi ne bi želel, da vsako stvar zdravo zagotovo meni verjamete. Jaz bi tudi želel, da kaj o teh stvareh podebatiramo, pokomentirate, in le vabljeni, da v komentar napišete, če se vam zdi prav to moje razmišljanje. Jaz mislim, da je, seveda pa jaz sem tudi samouk, tako kot vsak, in samouk pravega znanja. Pravo znanje za ljudi nikoli ni bilo na dlani. Pravo znanje je nekako stvar mentala, stvar razumevanja, in interpretacija je nekaj, kar je stvar vsakega posameznika, in vsako stvar se da interpretirati na več načinov, celo zakonodajo, ki je črno na belem, se interpretira lahko na več načinov, pač tako, da tudi tisti, ki je kriv, se da interpretirati, da ni kriv, toliko časa se da vrtiti to zakonodajo. No, ampak sej mi smo dovolj že odprti, da nam je jasno, da zakonodaja je v bistvu pripravljena na način, da v bistvu služi kakor komu odgovarja, a ne? In sistem kot tak, sodstvo je del sistema, je vedno ščitil svoje pripadnike laži, lažnivega sveta, devila, satana, in nikakor ni bil v naši službi. In zdaj se s sistemom boriti, je rekel, kdo že,
Hamlet je napisal Sancho Panza, ne? Ali je bil Hamlet, vse je Hamlet pisatelj, ne? Okay. Pač boj z mlini na veter. Ti se proti sistemu ne moreš boriti, gre za velikanski ustroj, lahko pa iz njega izstopiš. In če sem rekel, je lažnivi svet, so lažnivi ljudje, lažnive situacije, lažnive informacije, lažnivo je vse. Tudi če piše, da je bio, eko, zdravo in priporočljivo za telo, to ni res. Ne? Praktično vse, kar je komercialnega, je v bistvu glih kontra temu, kar pravijo. Pač ta zrcalna slika, ne? Pa smo spet pri ogledalih. Kam sem hotel napeljati? Da je vse narobe in nima smisla se z njimi ukvarjati. Evo, zdaj sem prišel na točko. Lažnivi svet ne želi naše resnice. Drži? Torej, tale mešunga, v kateri smo živeli, resnicoljubi in lažnivci, torej morilci in žrtve, iz te mineštre je treba izstopati ven in ne polagati nobene energije negativizmu, ki nas proba poriniti v svojo godlo, v svojo zmedo, kjer mi takoj pridemo s tem, bom rekel, resnicoljubnim vzgibom naprej, da bi vsem ljudem razložili, kako je, a ne? Ampak oni vejo, kaj je res. Sam se delajo blesave, a ne? In uživajo v predstavi, ko vas nervirajo. Nas nervirajo. Zdaj, ta argumentiranja neskončno smo že pogruntali, da ne pripeljajo nikamor, a ne? In nimajo nikoli kvalitetnega zaključka, in to je tisti izstop, ki mu lahko rečemo izstop iz sistema laži, sistema prevare. Ne ukvarjaš se z njimi, milijonkrat sem rekel, pejte v naravo, pejmo mi ven, pejmo mi se malo z naravo zmeniti, ona nam daje mir, support, napolni nas z energijo, nas lahko, lažnivcev pa ne more, ker oni v naravi je preveč mer za tako kaotična bitja. Zdaj, pravi mer je mir noter v sebi, da mirno zaspiš, zato da nimaš slabe vesti, če tudi kaj nisi naredil, pa si zaželil, da nimaš zdaj slabo vest, zakaj nisem. Boš pa jutri, ali pa če ne. Mislim, če je kaj nujno v tej vojni, je bistveno preživeti in edini ključ za moje pojme je spoznati delovanje okolice, pomagati razumeti ljudem, kaj je tisto, kar nas je dušilo in vleklo dol v to zaspanost, v kateri smo bili. In če smo v nedeljskem liveu, kjer smo imeli točka spoznanja, a ne? Točka spoznanja spremeni vse, kompleten pogled na svet, na odnose in tako, je treba čim več naših zaspanih žrtev pripeljati do tega, da spoznajo. In mi smo, nekako sem rekel, fajn bi bilo, če bi ustanovili nekaj, kjer bi lahko pomagali tistim, ki so prišli na rob obupa, da ne grejo čez rob, da ostanejo na naši strani, sej pa vendarle empati smo tisti, ki smo bili deležni čustvene represije, da smo padli v depresijo in anksioznost, ne? Kako pa če brezdušna školka, ki nima čustev, past v depresijo? Se zastopimo, ne more. Če pa nima čustev, kako bo zdaj pa imela depresijo? Ne, to so tudi eni taki pokazatelji, zdaj lahko vsak pri sebi pokontemplira, koga kaj pozna, ali pa sam sebe, ali pa tako, ne. Narcis ne more pasti v depresijo. Mislim, po mojem ne. Ampak to ne piše v knjigah. Jaz to zdaj nekako iz empirično ugotavljanje ali pa empirično spoznanje lahko zaključam, a ne. Sicer pa imate spet vi možnost, da date v svojo kontemplacijo, to drži ali to ne drži, in če najdete seveda kakšen drugačen odgovor, ga bom z veseljem poslušal. No, pa mi je všeč, ker z nekaterimi
pridemo zelo hitro do tega, da moja informacija dajo v svoje primere in ugotavljajo, kaj je bil pa on, kaj pa on ni bil. In prav je tako, to je osnovni namen, da vsak pri sebi štrumfa. No, če smo rekli, da bi dali mi neke vrste pomoč, je tudi tle kontemplacija vrnila neke povezovanje, vrnila neko razmišljanje, da v bistvu pomagati se v bistvu ne da nikomu. To smo slišali večkrat, vsaka duša ima svoje lekcije, svoje poti in lekcije se ne da izogniti, ne da se opozoriti na lekcijo, ne da se lekcije, mislim, vsaka moja beseda ali pa vsaka beseda človeka, ki želi pomagati občemu prebivalstvu, je namen, da spoznamo, ali pa da razumemo, ampak spoznanje, pravzaprav lekcije, pa je stvar intime in stvar vsakega posameznika. Sploh ne gre drugače, dušne lekcije se ne da skozi knjige pripeljati. Še najbližje mogoče je glasba, lastna izkušnja in tako. In nobenemu se ne da pomagati, lahko edino skozi razumevanje. Tle pa smo odgovorni, da razumevanje tega, kaj smo spoznali, širimo naprej, da bi lažje razumeli tudi drugi. Ampak še enkrat, lekcija posameznika je tisto, kar posameznika zbudi, pripelje do točke spoznanja in od točke spoznanja se odprejo novi svetovi. Tisti svetovi, ki zdaj prihajajo nam bližje, bolj ko se nekako prebudiš, bolj ko spoznaš, bolj ko se zavedaš in živiš po notranjem kompasu, kompas, ki kaže proti resnici, ljubezni in miru, bolj ko se potem uravnaš, bolj se ti sestavljajo določene, jaz sem temu rekel pikica, to je moja slikica. In drugače lahko tudi rečemo, da prihajajo puzle oziroma koščki sestavljanke prihajajo in slika se izrisuje. In nekako, ne vem, sem že javno povedal, ali sem se sam interno z nekom pogovarjal. Skratka, imam občutek, da nekako, kad bi nam vesolje nasuvalo vsake kvatre na nove koščke. Še imaš nove koščke. In mi žejno čakamo, kako tisto škatlo, nestrpno čakamo škatlo koščkov, ki bodo zložili sliko v komplet, da bomo mi do popolnosti razumeli, zaradi tega, ker koščki sestavljanke niso še vsi na mizi, zagotovo ne. Ker tudi slika, jaz čeprav razumem, sploh nima konca, tako da ne morajo biti vsi koščki, se zastopimo. Bi pa bilo fajn, da dobimo še materijala. Po drugi strani, tisti, ki hoče videti, tisti, ki želi vedeti, tudi sam brska po teh koščkih sestavljanke in jih najde tu in tam in jih zlaga v svojo projekcijo. In zdaj nekako ti koščki sestavljanke prihajajo do nas skozi razne uvide, ki se zgodijo v miru. Čak, tole imam pa tudi tlele nekaj napisano okrog miru. Klinc, to je toliko enih stvari imam napisanih, da vam tako težko že skup sestavim. Ne vem, v miru se najde, no. Kadar je človek v miru, takrat se da kaj zaslišati. Drugi koščki sestavljanke pa prihajajo k nam skozi sanje. Zdaj, različne imamo tajminge spanja. Jaz sem imel eno obdobje, ker sem ful malo spal, zdaj spim ogromno in zadnje čase spim v 2 obrokih. Prvi obrok je, ko se naspim ka šus, pol pa se delno prebudim, malo prebrskam vsebine in čez kakšno uro v bistvu zaspim nazaj, vendar od tam naprej so izključno sanje, ni več spanec in se mi prikazujejo precej žive sanje. Pa vem, da nisem edini, ker sem bral o tem, da so sanje čedalje čistejše, bolj jasne, bolj nazorne in imajo sporočilno vrednost.
tudi univerzalna razlaga sanj ne obstaja, vsakemu so sanje podane na način, da bi jih kar najlažje razumel. Ne bom rekel, je splošno. Jaz mislim, da ne. Tudi tukaj se lahko motim. Vem, da recimo ne sanjam zmajev, ampak sanjam osebe. Zdaj nekdo drug pa sanja, ne vem, in konje, in kače, in unikorne, torej te samoroge in tako. Hočem reči, ni univerzalnega pravila, kako se prebuditi, zato tega ta knjiga ne obstaja. In tudi univerzalna razlaga sanj ne obstaja. Je prav, da jim damo malo pozornosti in kontemplacijo. Jaz sem vam dal svet, da dajte si tudi to kaj napisati na listek, ampak tudi jaz sem tako švah pri tem, da sem kaj zapisal, ker pa so tam strašni vzorci, ki se ponavljajo, da bi nam le bilo lažje. Jaz sem milijonkrat rekel, nismo sami in res je, entitete, angeli, I believe in angels, so peli ABBA, verjamem v angele, angeli živijo. Da ste rekli, se ti Turšič, pa dajmo jim reči entitete, da se ne bomo zatikali preveč, vendar nismo sami in smo očuvani, in v bistvu mi vidimo samo en fraktal kompletnega tega, kar v resnici je. Nekako smo mislili, da če po televiziji je pokazano, je to res in to je pač televizija pokaže, kakor more, a ne, za zares stvari. Vse smo pogruntali, da jih za zares ni pokazala in niti pod točko razno ni pokazala najbolj bistvenih. Valjda, da ne, valjda, da so nas učili, da je svet zaključena enota in da smo sami in cel univerzum nima drugih biti. Če televizija tako reče, pa je tam glih kontra, kaj ne? Mislim, niso bili prav brihtni ti temačneži, ne? Ne rečeš kontra, pa je, niti se ne boriš z izkrivljenjem resnice, sam kontra obrneš, ja je, ne je, ja pa imamo mi narobe svet. In ta narobe svet se vidno ruši in zdaj nekako, če sem začel znaki, koliko enega ustrahovanja je še vedno prisotnega, kaj vse bi, kako bi nas oni potamanili, pa kaj vse bo, pa jedrska, pa ovo, pa ono, mislim, a ste kaj zasledili, Rusi so skinili več kot 100 dronov, ki so naredili atentat na nuklearko eno, da bi sprožili katastrofo večjo, kot je bil Černobil. Mislim, precej noro, kaj ne? Ampak ja, o tem se valjda v medijih ne govori nič hudega. Glavno je, da vemo, da to lepilo, ki je delovalo med silami teme, med silami laži in iluzije, to lepilo ne funkcionira več in nekaj hudo ne valja. Zaznati je te stvari tudi v elektronskih napravah, da se malo same vžigajo, da se malo ure same premikajo, malo da se štenge začnejo tekoče stopnice v drugo smer vrteti. Se pravi, vse tisto, kar je vodeno strani računalnikov, ima malfunction, torej ima nepravilno delovanje oziroma napake v sistemu, glitch in matrix, se tudi temu po angleško reče, pač luknja, zdrsi in teh nekih posnetkov, zapisov, dokazov je ful, ali pa če dalje več. Zdaj, veste, v svetu prevarajo vse sort mogoče, zaradi tega jaz ničemur na prvo žogo ne verjamem. Pač tako sem si dal predispozicijo, jaz sem nekako rekel, kako sem že včeraj risal nekaj, da je, jaz sem v svojem življenju imel eno predpostavko, da so vsi najprej, ali pa smo vsi ljudje, ne? In potem sem želel, zdaj pa eni malo manj so razumejo, eni malo bolj razumejo, eni so bolj razgledani, eni bolj študirani, ampak jaz sem izhajal iz predpostavke, da so vsi ljudje dobri, ne? In potem seveda sem bil razočaran nad prvim, drugim, jaz ne vem kolkim primerom ali situacijami ali kakorkoli. Zdaj pa sem v zadnjem letu to predpostavko postavil glih na glavo, da v bistvu na tem svetu so vsi ne ljudje, in potem šele odpiram vrata, torej prove me wrong, jaz dam najprej nalepko, nisi v redu,
potem pa s tem si dokazal, da si v redu, s tem si dokazal, da si v redu, tole je neutralna stvar, s tem, da si v redu, ok, verjetno si človek, ne? Ampak to še ni zdravo zagotovo, nikoli, zaradi tega, ker enostavno je toliko različnih mask, toliko igre. Veš, ljudje so kopirali delovanje ljudi in so se obnašali kot ljudje. V zadnjem času precej ljudi pozablja svoje vloge, to sem vam že govoril. Ljudje morajo operirati po svoji lastni glavi, ker navodil od svojih nadrejenih ne dobivajo več, zaradi tega, ker njihovi nadrejeni se ukvarjajo s svojim lastnim obstojem in s prikrivanjem nepravilnosti, ki lezejo na plano. In medtem, ko probajo skriti nepravilnosti, delajo vidne napake. In vse inštance, to bom probal narisati eno tako piramidno shemo, sem si zamislil, pa ko jo bomo obdelali, bomo tudi stvari lažje skozi to razlago razumela, ne. In delajo napake in nimajo navodil, zaradi tega morajo ljudje delati po svoji lastni presoji. To velja za vsakega izmed nas. In mi imamo vodnika, notranji kompas, oni ga nimajo, njihova glava je pa prazna. In zdaj oni so začeli bezlati, blejati, delati bedarije, kada v gledališču pozabiš vlogo, pa pride improvizacija na vrsto, ampak v improvizaciji se vidi, da ne štimajo stvari, veš, kadar se v gledališču pričakuje dialog, ki bo pripeljal do nekega zaključka oziroma neke točke v sami igri, a ne? Pol mora biti ta dialog naučen, a ne? Zdaj pa ne moreš z improvizacijo, pa ne moreš dialoga pripeljati do željene točke. Tako nekako si plastično predstavljam. In tudi tukaj imate vi seveda svojo kontemplacijo. Prav, dajmo tako reči, lekcije so šola duše. To sem si jaz včeraj nekako zapisal pa zamislil, ampak ja, duša se uči skozi lekcije. Ja, ok. Na tanku so nas, ne? Na tanku so nas obdelovali, lepo so nas ribali, vendar mi smo modrejši, smo pa inteligentnejši, čeprav so trdili oni, da nismo, ne? In jih lahko naribamo na drobnejši, na finejši ribežon, ne? Tako se nekako se zavedamo svoje moči, če dalje bolj, in oni se zavedajo svoje nemoči in postaje jim jasno, da se prebujamo A pa B pa C, pa da ojoj, kam se bomo pa skrili, kako bomo to prikrili. Težko, kakorkoli obračamo, ne bo se dalo. To nam je obljubljeno bilo že leta 2018. Ne bodo se mogli več skriti in ne bodo več mogli hoditi po pločnikih, ker so vsi prepoznani. Jaz sem to mislil, da velja samo za vpliv na ljudi, bolj ko čas mineva, bolj se mi zdi, da to velja za mnogo ljudi, o katerih se nam sanjalo ni, kam kdo paše in kako funkcionira. Tudi žrtve, ki so ujete v zanke, bom rekel, strupenih, toksičnih ljudi, parazitov, lažnivcev, narcisov, sesalcev, kakorkoli mi temu rečemo, tudi ti ljudje iz dneva v dan bolj ugotavljajo, s kom imajo opravka zaradi tega, ker oni vloge ne morejo več pelati korektno, zaradi tega, ker prestopajo meje, ki jih ne bi smeli, a ne? Torej, dober igralec je lahko celo življenje imel v zakonu empata, brez da bi ta vedel, da je v zanki, a ne? Kadar pa grejo narcisi predaleč, ne? Pa so prepoznani, je pa žrtev že z eno nogo na izhodu. Jasno je, da izhod iz veze, kakršnekoli, z narcisom je ne misija nemogoča, ampak zelo zahtevno, travmatično dejanje ali pa čas, ki preteče, je dolg, travmatičen in boleč, vendar je izvedljiv
Zavedati se moramo pa samo ene stvari, da klopa lahko dolgo časa prosiš. Prosim, če greš ven iz mene, ker te nisva prijatelja. Klop tega noče slišati. In klop se ne bo nikoli umaknil. Nikoli. In zaradi tega je treba ali se umakniti oziroma klope odstraniti enostavno. Nimamo druge opcije, ker to je tista stvar, ki nas vleče dol in ne dopušča, da mi sploh zaživimo v visoki vibraciji, če pa smo vlečeni ves čas dol, ne, saj smo se pogovarjali, sidra je treba odtrgati in voziti. Okay. Ja, in smo že rekli v štartu, da pustimo jim ta svet, mene to takoj spomni na eno pesmico, pustite nam ta svet, saj vsak je van ujet, sanje in tako naprej. Pustimo mi njim njihov svet leži, ne? Kar ne ga imajo, če ga imajo tako radi. Ampak, ne vem, sam lažnivci skupaj nekako jim ni dovolj dobro. Ni me bilo bolj zabavno, če smo bili zmešani skupaj, lažnivci pa resnico ljubi. Tako da na nas je, da jih izstradamo in jim ne damo tistega, kar so tako želeli od nas imeti, ne? Neskončen ver energije in cuzej. Ne gre to tako. So se savci težki. Ne damo jim, izstopimo iz tega sveta mineštrja, to smo rekli v štartu, get out. In če smo rekli, da je bil to mentalni zapor, je za izhod iz mentalnega zapora odgovorna vsaka duša posebej in tudi ve, kako to gre. Jaz vem, ti veš, vsi vemo. Narediti ta korak je pa seveda nekaj, kar zahteva še odločitev, pogum, vero v to, da bo vse dobro, da smo očuvani, da nikoli ne bomo puščeni brez vsega in tako. Kajti obilje je že v nas in se ga čuti na en kup načinov. Denar je čista zadnja stvar, ki je v bistvu, bom rekel, na tem svetu esencialna je ljubezen, ne? Zato so tudi imeli nek pregovor, od ljubezni se ne da živeti, ne? Da, brez ljubezni se pa živeti sploh ne da. Tako da zdaj mi jo imamo, jo lahko generiramo skozi nas, lahko jo manifestiramo, tisto, kar je v nas, lahko oblikujemo skozi roke, besede, črke in kakorkoli. Kdor pa je v sebi nima, torej je brezdušna školjka, nima čustev in ne zna kanalizirati ljubezni, ker nima stika z verom, zaradi tega se želijo napajati preko nas. Kaj zdaj? Mislim, skinemo, ne damo tega. In to je nujno potrebno, saj tudi klop nujno rabi toplo kri, toplokrvno bitje, ne? Ampak če ga pa ne dobi, pa pol klop ta ne preživi, ne? Jih je pa mnogo, to pa je, drži pa, jih je pa mnogo. To sem rekel, da sestavljanka prihajajo koščke sestavljanke in prihajajo s tem spoznanja. Več spoznanj je mega spoznanje in ultra spoznanje in tako mi potujemo po spirali malo više, kjer nam je vsak dan bolj jasno oziroma jasneje, kaj smo in kam potujemo. In final breakthrough, končni prehod in preboj je tisto, kar na nas čaka. V bistvu vsak posameznik je odgovoren za iti naprej v končni prehod. Prav? Še tole slikco od zadaj sem vam hotel malenkost pokomentirati. Glasba je univerzalni jezik in tole je izris zvočnega zapisa, ne? Najbrž vam nepoznano, to je waveform. Torej, tisto, kar se sliši, se takole tudi vidi. In glasba je nekaj, kar nam lahko ulije dodatnega poguma, kot je ulival pogum ta komad, ki mu je, kako že naslov? Ennio Morricone, ne? Ecstasy of Gold, the good, the bad and the ugly. Dobri, slabi in negravžni, ne? In ja, meni je glasba ogromno dala in želim, da si jo tudi vi date več, da skinete reklame, da, jaz ne vem, če poslušate radio, bom vam rekel, ne razumem, kako lahko poslušate radio, ker mene naredi živčnega, kar je tudi osnovna ideja,
da nas naredijo živčne, najhujše pri celi stvari pa je, da smo mi nekako rekli, pa ja, pa ne nekaj šumi od zadnje, ne me malo živčnega dela, se me tudi živčnega ne dela več, se sem živčen že v startu. In narcis, ki igra mernost, meni verjemte, da to ni mer, o katerem se mi pogovarjamo, kot ga želimo doživljati. Oni so v panik modu, oni so v paniki zaradi tega, ker vedo, da jim stvari ne štimajo, ne grejo gladko, no, ne gre tako, kot so stvari šle pred časom. In kar se mene tiče, je to pravilno. Edina pot novega sveta je spoznanje, kako je stari svet deloval, a ne? Bila je iluzija, zato je nujno potrebno se izobraževati, kako je delovalo, zato da bomo lahko peljali naprej. Ob tem je za moje pojme zelo pomembno osveščati ljudi o starem svetu in o dobrotah dobrega, kaj nam sledi, in ne sledi nam nič slabega. In ako mogoče zaznate še, joj pa tam VHO, joj pa tam je agenda 2030 pa 2028, pa jaz ne vem kaj vse še imajo, kar ne imajo, kar ne probajo, sej so nam težili lansko poletje, jesensko cepljenje in lockdowni, to je neizhodno, ne, pa je, kaj je bilo obvezno, ni bilo, ne, eno leto naokrog pa se ni zgodilo, kot se ne bo zgodilo nič, s čemer ustrahujejo, prav, razumeti moramo, da želi ta parazit tudi preživeti in se bori z vsemi močmi, on je na točki preživetja, mi pa smo že ven iz tiste osnovne preživetvene, kako že, survival mode, ne? Torej način delovanja je bil preživetveni, mi smo to dali čez in smo že v fazi, kjer živimo ta, bom rekel, novi svet, mnogo od nas ga. In tudi v tem komadu se da začutiti, da je svoboda tle in za svobodo se gre. Svobodo izpod tiranije, svobodo izpod iluzije, svobodo izpod laži in kompletne nevarnosti, ki nam je pretila. Ne, sem je pretila, ko sem lepo besedo najdel. Dobro, dajte tudi vi najti kakšno lepo besedo v tem dnevu, v tem tednu, lepo situacijo, lep pogled, lep von in lepe odnose. To je tisto, kar so naša osnovna stanja, za kar smo prišli sem, in življenje je vredno lepega. Naj turobnost, negativa ostane v njihovem svetu, v našem svetu njihovih idiotskih prijemov ni. Družbica, imejte se prečudovito, ljubljeni, očuvani in le zaupajte si. Prav? Ajde, čau. To.